Včasih se zgodi, da na pogajanjih pride do zastoja. Vrtimo se v krogu, ponavljamo se in pač ne gre naprej. Razlogov je lahko nebroj, od slabe priprave do napačnih informacij, do nekih zunanjih faktorjev, do nekih starih zamer ali kakšnih drugih osebnih faktorjev, prevelik ego, neke alternative, ki jih ima druga stran, pa jih ne odkrije. Tako razlogov je veliko. Zdaj, predvsem, ko pride do zastoja, ne se ustrašiti. To je normalna stvar. Pogajanja imajo neko svojo notranjo dinamiko in včasih gre bolj hitro, včasih gre malo bolj počasi, tako da predvsem ne se ustrašiti. Ne sprejemati nobene odločitve pod nekim čustvenim pritiskom. Zdaj se moram pa hitro odločiti. Počakajte, naredite nek tak notranji time-out, malo naredite en tak povzetek ali takrat na tistem sestanku, ali pa naredite time-out, pauzo, dogovorite se za naslednjič in v vmesnem času poskušajte zbrati čim več nekih informacij, pogledati, ali ste kaj izpustili, pogovorite se morda še s kakšnim kolegom, kolegico, morda preigrate kakšen scenarij, in potem lahko tudi potem skupaj z drugo stranjo preigrate tudi kakšen črn scenarij, sploh če je kakšen črn scenarij zelo neugoden za drugo stran. To največkrat lahko zelo pomaga in spravi pogajanja z neke mrtve točke. Lahko pa tudi si date neke časovne omejitve, če do takrat se moramo zmeniti, če ne pa pač se ne pridemo skupaj in tudi to je okej.